Pozdravljeni, tukaj Blaž, danes pa bom govoril o tem, kako odpravimo nek svoj umsko-čustveni vzorec in bom vzel nek svoj primer, da bomo lahko čim bolj praktično pogledali, kako to gre. Recimo, mene je v življenju zelo veliko bilo sram. To je bil nek zelo močno čustvo, močen vzorec, umsko-čustveni, ki sem si ga ustvaril, da me je bilo dejansko strah ljudi, da me je bilo sram in da me je bilo strah tega, da me bo sram ali pa da bom naredil nekaj, zaradi česar me bo sram. V glavnem, in potem sem začel, ker sem hotel ta vzorec odpraviti, sem si začel pisati. V svoj dnevnik sem začel pisati samo iskreno, samo odkrito, o tem, zakaj je mene dejansko sploh sram in strah tega, da me bo sram in kaj to dejansko sploh pomeni. In ker pač vse svoje umsko-čustvene vzorce si ustvarimo z uporabo misli. In vsako čustvo, ki ga imamo, je posledica določenih misli. Zato je tudi čustvo sramu in strahu pred sramom posledica misli. Zato sem se usedel in sem začel pač pisati na to temo. In sem spoznaval, s kakšnimi mislimi si jaz v glavi sploh ustvarjam to čustvo sramu in strahu pred tem, da se bom osramotil. In potem sem ugotovil različne stvari. Recimo, ugotovil sem, da me je strah, da me bodo drugi presojali in sodili, kot recimo konkretno, da sem grd, da nisem nekaj dobro naredil, da nisem dovolj dobro nekaj povedal, da ne vem, recimo, par primerov. In kaj sem potem ugotovil, ne? V bistvu sem potem ugotovil, da mene dejansko ni strah tega, da bi drugi mene sodili, ampak me je strah tega, da bi jaz samega sebe sodil kot manj vrednega od drugih, zato ker bi pač za to v svojih mislih našel nek razlog. In potem sem ugotovil, da si moram odpustiti, da jaz samega sebe presojam, kot kadar recimo, ne vem, kadar govorim, pa pozabim, kaj sem hotel povedati, potem jaz takrat samega sebe presojam kot manj vrednega od drugih, zato ker pač ne znam povedati, kaj sem hotel povedati. In zato sem si dejansko mogel konkretno odpustiti, da se sodim kot manj vrednega, takrat, ko pozabim, kaj hočem povedati, kaj sem hotel povedati. In hkrati sem si recimo tudi odpustil, da druge sodim kot manj vredne in osramočene, če pozabijo, kaj so hoteli povedati. In to je en specifičen primer, ne? Potem za vsako stvar imamo svojo specifično misel, s katero si povzročamo, recimo zdaj konkretno čustvo sramu ali pa strahu pred tem, da bi se osramotili. In vsako tako misel moramo najti. Moramo se jo začeti zavedati, zato da lahko potem nehamo te misli kreirati ob določenih situacijah v svoji glavi in da potem namesto teh misli dejansko ne mislimo nič ali pa pač se usmerimo v nekaj, kar je zdravorazumsko najboljše za vse in za nas in za druge. Se pravi, med tem pisanjem, v katerem sem samo iskreno spoznaval, recimo, zakaj je mene sram,
v določenih situacijah, ali pa strah, da bi se osramotil, sem spoznal tudi recimo to, da in zdaj sem recimo pozabil, kaj sem hotel povedati, ker sem tako dolgo govoril. Da sem me že pozabil in to je nič takega, ne? Ok, zdaj bi lahko bilo sram, ne? In me pač ni. Hotel sem povedati to, ne? Da sem spoznal to, da se pač v neki situaciji, kjer bi me potem bilo sram, kjer bi si včasih mislil, da me mora biti sram, potem enostavno spoznal, da ne rabim verjeti in si sploh teh misli ustvarjati v tej situaciji in zato potem tudi posledično si ne bom ustvaril občutka sramu. In v bistvu je zelo enostavno, ampak kar ni tako zelo enostavno, je to, da moramo pač konkretne misli, s katerimi si nek vzorec, neko čustvo ustvarjamo, mi, konkretno mi sami, jih moramo si ozavestiti najprej. In tega ne moremo početi brez samo iskrenega pisanja, skozi katerega spoznamo samega sebe, svoje misli. Zakaj smo mi ustvarili nek vzorec, zakaj je nas strah ne vem česa, ali pa zakaj se razjezimo v določenih situacijah, ali pa zakaj smo žalostni v nekih situacijah. Vse to lahko zelo natančno ugotovimo, če se opazujemo, če opazujemo svoje misli. In dejansko na tak način lahko potem odpravimo to svojo nezavedno podrejenost lastnim mislim in čustvom. In potem se lahko ustvarimo dejansko na novo in tako, da smo vedno samodirektivni, da nas ne vodijo neki podzavestni vzorci, podzavestna čustva, ampak da mi samega sebe vodimo in da vedno vemo, zakaj delamo to, kar delamo in da tudi ne razmišljamo in si ne mečemo polenov pod noge z raznimi čustvi, z ustvarjanjem raznih strahov in tako naprej, kadar nam to ne koristi. In če smo pač samo iskreni, lahko ugotovimo, da nam dejansko nobeno čustvo, da nam večino čustev sploh ne koristi večino časa. In to je pač spoznanje, ki ga dobimo skozi ta proces samo iskrenega opazovanja samega sebe ob tem, ko smo čustveni. Ker dejansko primerjamo, kako smo se sposobni usmerjati samega sebe takrat, ko smo čustveni, in pa kako smo sposobni usmerjati samega sebe takrat, ko nismo čustveni. In ugotovimo, da pač ugotovimo, v kateri situaciji smo bolj samodirektivni, ne? Kaj nam bolj koristi in kaj ne. In hotel sem še eno stvar povedati, pač, da dejansko lahko mi odpravimo nek svoj vzorec, moramo biti pri tem dosledni. Moramo ta spoznanja in te korekcije, ki smo si jih zapisali v našem dnevniku, dejansko prenesti v prakso. Ne, kaj to pomeni? Na mojem primeru. Jaz sem v raznih situacijah, me je bilo sram ali pa me je bilo strah, da se bom osramotil. In potem, ko sem si to izpisal, sem videl, kaj razmišljam takrat. Te misli sem si izpisal, sem jih prej nekaj povedal, recimo. In potem naslednjič, v podobnih situacijah življenjskih, realnih, sem se opazoval, sem se spomnil tega, kar sem pisal, in sem se opazoval, katere misli in kdaj mi pridejo neke misli, s katerimi si povzročam sram ali pa strah pred tem, da me bo sram. In ko sem te misli zaznal, sem rekel, zdaj sem dobil to misel v glavo, ampak zdaj ne bom sledil, ne bom verjel več tej misli, tako kot včasih, ampak bom enostavno zadihal in naredil to korekcijo, da to misel ne sprejmem kot del sebe, ne? Odpustim si to misel, da enostavno izpuhti in jo ni več.
In potem se je pojavila kakšna druga misel, ne? In sem mogel tudi za to misel enak postopek izvesti. Ne? In to ponovadi ne samo enkrat, ampak vedno znova. Zato, ker ti naši vzorci so zapisani v fizično telo naše, ne? Ker smo jih skozi življenje velikrat izvajali in so že postali del nas, del našega telesa, energetskega zapisa v telesu. In zato so ti vzorci naši, kot je recimo čutek sramu v določenih situacijah, že zelo avtomatizirani. To pomeni, da jih imamo v podzavesti recimo in se jih ne zavedamo. Se pravi, v neki situaciji smo se, ne vem, skozi odraščanje vedno presodili, da smo manj vredni. Ne vem, če nismo znali odgovoriti na vprašanje, smo manj vredni in nas je bilo sram, recimo. In to smo ponovili 10-krat, 100-krat, 1000-krat. V neki situaciji, ko nismo znali odgovoriti na vprašanje, smo mislili, zdaj, ker ne znam odgovoriti, sem manj vreden od drugih in me mora biti sram in nas je bilo sram. In to smo naredili pač zelo velikrat in zato zdaj, ko se zavemo tega vzorca, ki smo si ga ustvarili, moramo pač v tej situaciji, ko spet pride, narediti korekcijo in ne bo kar s prvo korekcijo ta vzorec zginil, ampak bomo mogli večkrat ponoviti to korekcijo v podobnih situacijah, zato da bo sčasoma potem ta program, da ga bomo iz sebe izbrisali. In zato je pač, ne moremo se tako kar v sekundi spremeniti. Kako hitro bomo lahko spremenili nek svoj vzorec, je odvisno od tega, koliko časa smo ga prej izvajali in pa kako dosledni bomo pri odpravljanju tega vzorca. Ta prvič bo najtežji, recimo. Ko bomo ta prvič se zavedli, zdaj sem pa pri tem vzorcu in ko si bomo rekli, ne, zdaj pa ne bom več sodeloval v tem vzorcu, takrat bo najtežji. Drugič bo podobno, tretjič bo že malo lažje, četrtič še malo lažje. In za vsako bo lažje in potem bo sčasoma ta vzorec popolnoma zginil. In na tak način lahko dejansko si odpravimo kakršnokoli čustveno, umsko-čustveno zablodo ali pa problem, ki ga imamo, kakršenkoli vzorec, ki smo si ga ustvarili in s katerim se omejujemo. Tako da, Danes sem hotel biti zelo konkreten, na enem takem konkretnem primeru bolj razložiti, tako da upam, da je bilo razumljivo. Drugače pa mi lahko tudi vas prosim, da me kaj komentirate pod video, kaj vprašate, pa bom odgovoril na tako vprašanje. Tako da, hvala dan za pozornost in lep pozdrav.